si nedvomno zasluži naš aplavz, naše čestitke in iskren poklon, zato ker je Nina in za res čudovito knjigo, ki gane, knjigo, ki navduši, knjigo, ki uči, knjigo, ki nas tudi nasmeji, predvsem pa knjigo, ki kaže pot. Povej mi, kako to, da si se odločila za to, da boš to svojo v bistvu zelo grenko izkušnjo delila v takšni obliki? Ja, jaz v bistvu danes šele tako sem res začutila, da sem to knjigo napisala in da je zunaj. Ne moram verjeti, v bistvu zdaj, ko sem zagledala Bernardo Žaran tukaj na hodniku, ko se bo z mano pogovarjala zdaj čez nekaj minut, sem dobila solzne oči, ker je res to en tak velik dogodek in v bistvu prav zelo kmalu, ko sem zbolela, ko sem bila bolna in sem obležala, sem si rekla, to je pa treba deliti to izkušnjo, zaradi tega, ker se mi zdi, da bo lahko veliko ljudem pomagala. In zato sem se lotila pisanja knjige in sem jo potem tudi nisem vedela, kaj od sebe pričakujem. Res, nikoli v življenju nisem ničesar napisala, zato me je bilo malo strah in sem se v bistvu pisanja lotila z veliko mero odgovornosti in spoštovanja do bralcev. Sem rekla, če mi bo uspelo, če bo nastal en tak material, da bo za knjigo drugače bo pa to svojevrstna psihoterapija, in potem mi je uspelo, evo. In danes smo tu. Kdo ti je bil pa v tistih časih v največjo oporo? Ja, to je bil moj mož. To sem že večkrat povedala. Brez mojega moža, brez te njegove ljubezni in podpore in vere vame mi ne bi uspelo in danes jaz ne bi tukaj stala in se pogovarjala z vami. Tako da res je srčen človek, nežen človek, sočuten. Jaz pravim, da je en tak svetilnik odgovornosti in stabilnosti. Res in sem neskončno srečna, da je moj partner in ga res obožujem in globoko spoštujem. Verjetno pa tudi pazi na to, kako mi te poznamo kot zelo energično, gremo akcije takoj, zato da te je malo umiril, verjetno, če bi bilo po tvoje, bi že pela pa vodila prireditve, Ne bi, zaradi tega, ker me je ta izkušnja naučila, da sem tudi prijazna do sebe. Očitno sem res rabila konkretno težko izkušnjo, da me je to naučila, Sicer sem specifično situacijo, ker sem zbolela 7 mesecev, 8 po porodu, nespečnost me je spodnesla, Ampak ja, ta perfekcija, tudi tukaj v bistvu, sem se tako zagnala kot perfekcionistka v to materinstvo in sem v bistvu nase pozabila, Tako da absolutno zelo počasi se vračam, zdaj najprej s to knjigo, potem bomo pa videli, projekti še pridejo, ampak počasi. Za vse bomo pa pravočasno zvedeli tudi mi, Absolutno, z veseljem. Kje pa lahko dobimo to knjigo v objemu življenja? Ja, v objemu življenja je na voljo na moji spletni strani ninaosinarkontrac.com, sicer pa tudi zdaj v nekaj dneh bo v vseh knjigarjah po Sloveniji in tudi v knjižnicah, tako da si jo bodo ljudje lahko tudi sposodali. Zakaj je knjiga nastala? Prebrala kar Ninine besede iz knjige, seveda, ki pravi: knjiga, ki upam, da bo lahko odprla obzorje komu izmed vas, ljubi ljudje, vas znala pobožati, ko boste to potrebovali in vam predvsem bila v pomoč. Hvala, Nina. Povej mi, kako dobro pa ti Nino poznaš, oziroma koliko si ti vedela prej o tem, kaj se je zgodilo, zakaj je ni kar naenkrat na sceni več? Mislim, jaz Nino poznam že od prej, seveda. Kar naenkrat je zginila, pa sem malo začela spraševati, pa nisem nikje mogla zvedeti, kaj dogaja z njo. Pa sem pa nekako zvedela, bila sem zelo šokirana, vem sama, jaz sem bila v depresiji, zdaj Nina ni bila v depresiji, tih antidepresivov je imela probleme, in vem, kako je človeku, nočeš nobenega videti, ne moreš funkcionirati in kupila sem knjigo, imam jo v torbici, ko pokažem, tako da se ful veselim te knjige, ker mislim, da je kar podobnosti v moji zgodbi in se veselim tega branja, ker rabimo take knjige zaradi tega, da ljudje, ki imajo podobne probleme, ne vidijo, da niso sami. Premalo se govori o temu. Kako se pa vama zdi pomembno, da se piše o takšnih zadevah, da ni vse samo rožice, pa juhu, pa nasmejani smo, ampak da se govori tudi o njih senčnejših plateh življenja? Mislim, da smo kar nekako navajeni, da sam ta lepo kažeš, zven tiste stiske, bolezni, karkoli že, pa skrivaš v sebi, kar je v bistvu narobe. Tako da res aplaudiram Nini, da se je lotila take tematike in da malo osvešča tudi o bolezni, o čemer je dobro brati.
in se informirati. Ja, se mi zdi, da Slovenci nasplošno rabijo take tematike, ker se kar malo zakrivajo, včasih zakrivamo oči ob takšnih temah, tako da sploh mamice se mi zdi morajo prebrati to knjigo, ker se marsikira se je verjetno našla v tej zgodbi, sicer mogoče ne tako kruti kot Nina, ampak vseeno mogoče neke zametke pa ker nimaš se mogoče takrat s kom pogovarjati na to temo, ker moraš kar biti skozi happy, ne. Tako da, ja, nisem še prebrala, imam jo doma, sem jo kupila, jo bom pa z veseljem. Pa ti jo že imaš doma? Ne, jaz sem pa ravno zato danes tudi na predstavitvi, da še malo vidim, kaj imamo na uživo zapovedati. Jo pa moram kupiti tudi za Ano. Evo, tako da imam 2 izvoda za nabaviti in pričakujem kako posvetilo. Ali pa vsej podpis.